Lep pozdrav. Jaz predlagam, da začnemo. Skratka, pozdravljeni na 7. redni seji občinskega sveta. Predlagani dnevni red ste dobili v gradivu. Pod točko 1 bi najprej ugotovili sklepčnost. 18 prisotnih, 2 opravičila, 2 pa se verjetno še pridružimo. Hvala lepa. Dnevni red, kot rečeno, ste dobili v gradivu za to sejo. Odpiram razpravo glede dnevnega reda. Če ni razprave, dajem ta dnevni red v glasovanje. In sicer, kdo je za predlagan dnevni red? 17 za, je kdo proti? Nihče ni proti, dnevni red je bil sprejet. Po točko 3 imamo obravnavo in potrditev zapisnikov 6. redne seje, 1. in 2. izredne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Zapisnike ste prejeli v gradivu. Odpiram razpravo. Če ni razpravljavcev, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet potrjuje zapisnike 6. redne seje, 1. in 2. izredne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 17 za, je kdo proti? Proti ni nihče, sklep je bil sprejet. Pod točko 4 bomo obravnavali poročilo o izvrševanju sklepov iz 6. redne seje, 1. in 2. izredne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem in o delu med rednima sejama. Tudi to gradivo ste prejeli, oziroma tudi to poročilo ste prejeli poleg gradiva. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov iz 6. redne seje, 1. in 2. izredne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta in o delu med rednima sejama. Kdo je za? 17 za, je kdo proti? Nihče ni proti, sklep je bil sprejet. Pod točko 5 so odgovori na vprašanje in pobude 6. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Prejeli ste jih v gradivu. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude 6. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 17 za, je kdo proti? Nihče, sklep je bil sprejet. Pod točko 6 poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-junij 2023. Jaz bi prosil gospod Dagmar Gorinšek, vodjo urada za proračun in finance, za uvodno predstavitev. Izvolite. Lep pozdrav. Podžupanu hvala za besedo. Čeprav po 63. členu Zakona o javnih financah je župan dolžan poročati o izvrševanju proračuna za prvo polletje občinskemu svetu. Mi smo poročilo vam posredovali že v mesecu, konec meseca julija, čeprav je po spremembe 63. člena zakona to poročilo potrebno posredovati v mesecu avgustu. To poročilo je pripravljeno, tako kot vemo, v skladu s sistemsko zakonodajo. Dejansko v tem poročilu je zajeta celotna realizacija prihodkov in odhodkov, tako in tudi odhodkov v vseh 3 bilancah. Vemo, da župan ima med letom pravico prerazporejanja sredstev. Ta sredstva je prerazporedil in smo tudi v samem poročilu vam pripravili in prikazali stolpec veljavnosti proračuna. Imate tudi poročilo o porabi proračunske rezervacije, proračunske rezerve, navedene vse sklepe, ki ste jih prejeli v tem času glede predobremenitev proračuna za leto 2023 do leta 2026.
in tudi vse ostale obrazložitve posameznih proračunskih postavk. Glede same realizacije, mi vemo, da dejansko gre to za plačano realizacijo, ki dejansko ne odraža stanja v tem obdobju glede izvajanja samih investicij. Predvsem v tem obdobju se poravnavajo prenesene obveznosti iz preteklega leta in predvsem zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške našim zavodom in seveda prioriteta pa so poravnavanje obveznosti, kot sem rekla, tudi do zavodov, ki smo jih imeli v preteklem letu. V sami realizaciji bi lahko rekli, da dejansko podobno vsako leto, ko obravnavamo, če pogledamo realizacijo proračuna za letošnjo leto, je dejansko indeks 37,3 na prihodkovni strani, v primerjavi z lanskim letom je bil indeks 37,9, medtem ko na odhodkovni strani bil indeks lani 31%, letos pa dejansko 33,9% realizacija. Na prihodkovni strani, kot smo že tudi včeraj obravnavali na samem uradu, je razvidno, da dejansko davčni in nedavčni prihodki dejansko se giblje tam okrog 45 do 50%, tudi transferni prihodki, ki smo imeli realno začrtane v samem proračunu iz državnega proračuna in iz evropskih sredstev, to se pravi za sanacije teh plazov, ki so dejansko, to se pravi sanacija plazu Brdinje, potem sanacija plazu Dobrija, Koroški Selovec, pod Smonkarjem, ta dva plaza sta dejansko že, eden je že končan, eden je v dokončanju, so tudi sredstva nakazane strani državnega proračuna v skladu z našimi zahtevki. Pridobili smo tudi za oba dva projekta, ki smo imeli začrtana v Lasu in smo tudi dejansko ta sredstva že prejeli v tem tednu, tako da mislim, da kar se tiče transfernih prihodkov iz državnega in evropskih sredstev, bo ta sredstva realizirana. Veste pa, da ste 30. avgusta sprejeli tudi rebalans proračuna, kar pomeni, da na prihodkovni strani bo pri zaključnem računu velik priliv strani državnega proračuna za sofinanciranje mrežnega podjetniškega inkubatorja, kjer pričakujemo, da bomo prejeli sredstva v višini 811.000 v letošnjem letu, zato smo pač tudi mogli s strani občinskega proračuna zagotoviti sredstva v višini 173.000, to pa, kot smo vam že povedali, smo naredili na tak način, da smo prerazporejali iz določenih postav, kjer smo pač to realno dejansko bo možno, da se ta sredstva pač prerazporedijo. Drugače pa bom rekla, jaz upam, da bomo čim več, kar smo si zastavili, da čim več bomo tudi v samem proračunu do konca leta realizirali. Mi smo izhodišča za pripravo proračuna vsem proračunskim uporabnikom že poslali 6.9. Rok imajo do konca tedna, da pripravijo finančne načrte. Pripravljamo v uradu tudi likvidnostni načrt do konca leta, to se pravi z ocenitvijo prilivov in odlivov, da dejansko bomo tudi videli, kje dejansko se lahko gibljemo in dejanske obveznosti tudi probali zagotoviti v proračunu za leto 2024. Glede na pobudo tudi Komisije za statut smo dinamiko priprave proračuna pripravili na tak način, da bomo že v decembru mesecu obravnavali, to se pravi prvo obravnavo in čim prej sprejeli, to se pravi, če bo le možno v mesecu januar proračun za leto 2024, da pač ne bi imeli pri samem izvrševanju proračuna. Problem je tako, bom rekla, strani društev, zavodov in da se dejansko ti javni razpisi čim prej opravijo in da se sredstva čim prej razdelijo. Hvala lepa. Hvala gospe Gorinšek za uvodno obrazložitev. Ta predlog dokumenta obravnava Odbor za proračun in finance. Gospod Škratek, prosim za poročilo. Pozdravljeni. Na našem odboru smo obravnavali polletno poročilo o proračunu in sprejeli sklep. Odbor za proračun in finance se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem obdobju januar-juni 2023 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Izvolite.
Če ni, izvolite, gospod Sedar. Lep pozdrav. Na strani 94 posebnega dela proračuna imamo postavko subvencije za izgradnjo malih čistilnih naprav. Porabljeno je bilo 2952 evrov od 15 000, to je dokaj malo. Predlagam, da v naslednjem proračunskem letu razširimo krog upravičencev, da prestavimo časovnico nazaj v leto 2017, ko je bila predpisana po uredbi prvi rok za izgradnjo čistilnih naprav. Mislim, da je pošteno, da tudi tem, ki so upoštevali odredbo, vrnemo vsaj del stroškov. Hvala lepa. Ta predlog bomo upoštevali. Še kdo? Če ni več razpravljavcev, predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-junij 2023 in ga sprejema. Kdo je za? 18 za. To pomeni soglasno. Sklep je sprejet. Naslednja 7. točka, predlog odloka o dodaji stvarnega premoženja v najem ter o obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti občine Ravne na Koroškem s stvarnimi pravicami, prva obravnava. To točko prosim predstavi Tadej Šlovnik. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Predlog odloka, ki je pred vami, predstavlja celostno ureditev področja obremenjevanja nepremičnega premoženja v lasti občine, in sicer v 5 sklopih, ki zajemajo oddajo kmetijskih zemljišč, oddajo stavbnih zemljišč, oddajo poslovnih prostorov, ustanavljanje služnosti in ustanavljanje stavbnih pravic. Za oddajo kmetijskih zemljišč v najem predlagamo uporabo veljavnega cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Za oddajo stavbnih zemljišč v najem ta oddaja je bila doslej urejena z sklepom iz leta 2002, ki je že nekoliko zastarel, zato smo višino najemnin prilagodili ter dodali 2 novi postavki, in sicer najem zemljišč za skladiščenje materiala, se pravi za deponije, in najem parkirišč za poslovne dejavnosti. Pri najemu poslovnih prostorov smo ohranili višino, kot jo ureja stanovanjski program, in sicer 5,11 evra na kvadratni meter. Ohranili pa smo tudi najemnino za najem prostorov za izvajanje družbenih dejavnosti, ki znaša 2 evra na kvadratni meter. Občina oddaja poslovne prostore na 7 lokacijah, ki so dobro zapolnjene. Trenutno sta prazni zgolj 2 pisarni, vse ostale pa se oddajajo po veljavnih tarifah. Izjema tu velja za društva, ki imajo pridobljen status delovanja v javnem interesu s strani pristojnega ministrstva, saj so oproščena plačevanja najemnine. Obračunavanje nadomestila za ustanovitev služnostne pravice doslej ni bilo urejeno, čeprav je brezplačno ustanavljanje služnosti predvideno zgolj za zakonsko predvidene izjeme. Tako v tem delu predlagamo fiksno izračunan znesek za tekoči meter komunalnega voda oziroma cestne infrastrukture, in sicer 6 evrov za stavbna zemljišča ter 1,5 evra za kmetijska zemljišča in gozdove. Na novo urejamo tudi višino nadomestila za ustanovitev stavbne pravice. Nadomestilo se izračuna na podlagi formule, ki je prilagojena temu institutu in upošteva dobo trajanja stavbne pravice, vrednost zemljišča, velikost zemljišča ter zahtevano donosnost za predvideno obdobje. Predlagani odlok torej sistemsko in na transparenten način ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine ter nam obenem daje ustrezno orodje za bolj učinkovito obračunavanje najemnin in nadomestil za služnosti in stavbne pravice. Hvala. Hvala lepa. Ta predlog dokumenta sta obravnavala Komisija za statut in normativno pravne akte. Gospoda podpredsednica Sabina Ranc, prosim za poročilo. Lep pozdrav. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom odloka, ki ga obravnavamo na tej točki, in ugotavlja, da je pripravljen v skladu z zakonodajo in pripravljen za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala lepa. In pa še Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo.
Dober dan vsem. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil z odlokom o oddaji stvarnega premoženja v najem ter obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti občine Ravne na Koroškem s stvarnimi pravicami in predlaga, da ga občinski svet sprejme. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Ranc, izvolite. Jaz bi iz Komisije za statut in normativno pravne akte izpostavila še tudi vprašanje, ki smo ga postavili. Se pravi, podatek o številu poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, o številu praznih poslovnih prostorov, mislim, da sem čula, da sta dva. Zdaj podatek, koliko znaša najemnina za najem poslovnih prostorov in pa, a so kateri izmed najemnikov v celoti oproščeni plačila najemnine. To je bo postavljeno. A si vse povedal? Ok, hvala. Zdaj izvoli. Hvala za vprašanje. Zdaj, število poslovnih prostorov je sicer tudi navedeno v stanovanjskem programu, ki ga občinski svet vsako leto obravnava. Kot je bilo povedano, občina oddaja poslovne prostore na 7 lokacijah, ki so dobro zapolnjene, se pravi, kot je bilo rečeno, 2 pisarni sta trenutno prazni, vse ostale se pa oddajo po veljavnih tarifah, to je 5,11 evra na kvadratni meter oziroma 2 evra na kvadratni meter za najem prostorov za izvajanje družbenih dejavnosti. Izjema pa velja za društva, ki imajo pridobljen status delovanja v javnem interesu. Ta so pa oproščena plačevanja najemnine, plačujejo pa tekoče stroške. Hvala. Hvala za pojasnilo. Bi še kdo razpravljal? Če ni več razpravljavcev, pa gleda to, da na sam odlok ni bilo bistvenih sprememb, bi predlagal sklep, s katerim združimo prvo in drugo obravnavo, in sicer predlagam naslednji sklep. Se pravičujem, ne prej moram še en drug sklep sprejeti. Skratka, prvi predlog sklepa je občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o oddaji stvarnega premoženja v najem ter obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti občine Ravne na Koroškem s stvarnimi pravicami v prvi obravnavi. Kdo je za? Zdaj gleda to, da ni bilo bistvenih sprememb oziroma bistvenih vsebinskih pripomb na sam odlok, predlagam združitev prve in druge obravnave, in sicer predlog sklepa se glasi: občinski svet občine Ravne na Koroškem ugotavlja, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in je besedilo odloka v drugi obravnavi enako besedilu odloka v prvi obravnavi. Glede na to sprejema sklep, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Kdo je za? 19 za. Sklep je sprejet. Svetnike pozivam k razpravi odloka v drugi obravnavi. Izvolite. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer predlog sklepa se glasi: občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o oddaji stvarnega premoženja v najem ter obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti občine Ravne na Koroškem s stvarnimi pravicami. Kdo je za? 19 za, to pomeni soglasno, kar pomeni, da so sklep sprejet. Naslednja točka, predlog odloka o podelitvi koncesiji za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti občine Ravne na Koroškem, prva obravnava. To točko predstavi Darja Čepin, izvoli. Hvala za besedo. Zakon o zdravstveni dejavnosti v 44.a členu navaja, da mora občina, če želi podeliti koncesijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, najprej sprejeti koncesijski akt v obliki občinskega odloka. Odlok vsebuje vsebine členov, ki jih narekuje področna zakonodaja, ter navedbo obsega in vrsto programa, ki ga bo občina razpisala za koncesijo. Pred sprejemom odloka je potrebno na besedilo odloka pridobiti še soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pa Ministrstva za zdravje, kar smo tudi že pridobili. Za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na področju splošne ambulante družinske medicine v obsegu,
kot je določeno z mrežo javne zdravstvene službe, na območju občine Ravne skrbi javni zavod, zdravstveni dom Ravne na Koroškem in pa ena zasebna ordinacija splošne medicine, ki je tudi upravljala zdravstveno dejavnost na podlagi podeljene koncesije v obsegu 1,00 tima. Na področju splošne medicine in pediatrije ima javni zavod za strani ZZZS-ja za leto 2022 priznanih 11,20 timov za družinsko medicino in 4 time za pediatrijo. Zaposlenih je 12 zdravnikov na področju družinske medicine in pa 4 zdravniki za področje pediatrije. Pomanjkanje zdravnikov na področju splošne ambulante oziroma družinske medicine in pa pediatrije javni zavod trenutno rešuje predvsem z upokojenimi zdravniki, ki bi morali do popolnitve, kadrovske popolnitve delati še vsaj 4 do 5 let. Poleg tega tudi rešuje z specializanti, ki pa po večini pač vse 4 leta, prve 4 leta krožijo. Zdaj koncesija se razpiše samo v primeru na podlagi področne zakonodaje, kadar zdravstveni dom, se pravi javni zdravstveni zavod, ne more zagotavljati upravljanja zdravstvene storitve v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Mi smo spomladi letošnjega leta tudi obravnavali to problematiko na seji občinskega sveta, ker je bil takrat tudi na dan 28.2. Podatek strani ZZZS-ja, da je na našem območju 7121 oseb za stalnim in začasnim prebivališčem brez osebnega zdravnika. Od tega 6643 za stalnim prebivališčem in pa 478 tujih državljanov. Tako da je bil takrat delež neopredeljenih 21,1 odstotka. Občinski svet je potem na 3. seji 15. februarja obravnaval problematiko delovanja zdravstvenega doma, predvsem s poudarkom na pomanjkanju zdravnikov, splošne ambulante, družinske medicine in števila neopredeljenih. In sprejeti so bili tudi sklepi v smeri takojšnjega pristopa zdravstvenega doma k izvedbi vseh potrebnih aktivnosti za ureditev zaposlitve zdravnikov iz tujine, za zagotovitev tudi najvišjih plačnih razredov obstoječih zdravnikov v skladu seveda z zakonskimi možnostmi in za zagotovitev štipendiranja študentov medicine. Hkrati pa sta bila sprejeta tudi 2 sklepa v smeri zagotovitve neprofitnega stanovanja za zdravnike ter pa za razpis koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, splošne ambulante, družinske medicine v občini Ravne, se pravi za 2 programa. Kot sem že prej povedala, je treba najprej sprejeti odlok, h kateremu imamo že soglasje ZZZS-ja in pa Ministrstva za zdravje, in na podlagi tega odloka bomo imeli zeleno luč za objavo javnega razpisa. Hvala. Hvala lepa. Ta predlog dokumenta sta obravnavala 2 delovna odbora, in sicer Komisija za statut in normativno pravne akte. Gospa Sabina Ranc, izvolite. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, splošne ambulante, družinske medicine v občini Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala lepa. In pa še odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica magistra Marjana Kamnik, izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Sem na slabem glasu. Prosim. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je opravil temeljito razpravo na to temo in pred sprejetjem sklepa se ostal pri 3 pomembnih stvareh, in sicer, da bi bilo potrebno to zadevo reševati znotraj javne službe. Drugič, da bi bilo potrebno izvesti še enkrat neko analizo aktivnosti za pridobivanje zdravnikov in tudi strategijo za naprej, in pa mogoče pri razpisu koncesije,
da so aktualni zdravniki oziroma zdravniki, ki trenutno delajo v zdravstvenem domu, v neenakem položaju mogoče pri izboru, ker je kriterij tak, da 12 mesecev torej pred podelitvijo koncesije naj ne bi bili zaposleni v zdravstvenem domu. Ampak vseeno predlagamo občinskemu svetu, da sprejme ta sklep v prvi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Izvolite. Gospa Mojca Rjavc. Gospod Logar, naslednji. Ja, zdravje začnemo ceniti šele takrat, ko zbolimo. Upam, da tistih prek 1000 ljudi, naših občanov in prebivalcev naše občine, ne bo prehitro zbolelo ali da ni, saj je zdravstvena oskrba ena izmed tistih pravic, ki pritičejo vsem. To pomeni, da mora biti pacient v središču, da je javna služba dostopna vsem. Javna služba pa pomeni tako državne kot tudi zasebne kapacitete. In to je namen te koncesije. Torej zagotoviti oskrbo vsem zato, da bodo izpolnjene tiste pravice, ki jih imajo. Jaz mislim, da je 1/5 ljudi v naši občini občutno preveč, zato da nimajo dostopa do osebnega zdravnika, še posebej, če vemo, da je veliko od njih najranljivejših, da so to otroci. Nismo edini, ki se soočamo s tem problemom, seveda gre za problem na državni ravni, ki ima dolgo brado in ki se rešuje na več ravneh. Jaz mislim, da je to, da smo se odločili konkretno in resno in hitro pristopiti k reševanju, zelo dobro. Tako da pozdravljam to in bom vsekakor podprla. Objava pa je le prvi korak, treba je prejeti tudi prijave zainteresiranih zdravnikov in tam pa se delo šele začne. Tako da hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je gospod Logar, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Ja, kot vidimo, imamo na nek način razpad javnega zdravstva pred pragom na Ravnah. Vemo, da imamo, glih kar je kolegica omenila, 21,1% neopredeljenih oziroma ki nimajo dostopa do zdravnikov. Vesel sem, da je bila poteza občine hitra, zagotovo ni bila preuranjena. Kar nekaj časa smo gledali, dajali priložnosti, spraševali, navsezadnje se pa tudi terja od nas, da ukrepamo. Mi smo tisti, ki moramo odločno ukrepati, če dejansko ta javni inštrument izostane. Na tej točki bi, poleg pohvale, bi predvsem želel dodatnih pojasnil strani zdravstvenega doma. To, da pridemo do točke, ko se spozna, da enostavno ne moremo zagotoviti potrebe dostopnosti do zdravnikov, je milo rečeno alarmantno. In vemo, da poleg tistih ukrepov, ki smo jih našteli, nekako so bili tudi ukrepi, da zdravstveni dom pospešeno išče dodatne zdravnike. Kaj je bilo na tem narejeno? To me zanima. Zanima me, kaj in koliko najvišjih razredov se dejansko podelilo, kaj se je naredilo na plačnem sistemu, ki ima takšne in drugačne možnosti, to bo povedal sam direktor. In kaj se je naredilo tu, da dejansko obdržimo kader, ki ga imamo, ali pridobimo še koga. Koliko štipendij smo nekako podelili dodatno, kaj imamo v pipelineu, da tako rečem, kar se zdravnikov tiče. Zanima me tudi, zakaj se ni uspelo zorganizirati ambulante za neopredeljene na Ravnah, če pa vemo, da imamo tak odstotek neopredeljenih.
Ali gre to mogoče za totalno nezmožnost organizacije in vodenja, ali gre za kakšen drug razlog, ne vem. Neuradno, da rečemo, da zaradi tega, ker nimamo zdravnikov, tega nismo mogli organizirati, za moje pojme zelo slabo, kljub temu, da vemo, da verjetno zdravnikom ni primarno, da jim je primarno skrb za človeka in da z nekim dobrim pogovorom, z neko dobro klimo, vzdušjem bi se marsikoga dalo pripričati, da bi tudi posegel po tej ambulanti, odrekel kakšno uro svojega popoldanskega življenja. Zakaj se to ni naredilo? Tudi to me zanima. Bojim se, da že nekako poznam vse te odgovore. Pa vseeno upam, da bojo prišli kakšni bolj spodbudni odgovori strani zdravstvenega doma, javnega zdravstvenega doma, in da to je koncesija, ki jo podeljujemo, mogoče celo zadnja. Ampak če te odgovori strani zdravstvenega doma pridejo medli, ne v smislu neodgovorni, potem bomo mogli poseči ponovno mi in potem pomeni, da prihajamo do ponovne koncesije. Vemo, da eno že imamo, eno trenutno gre v sklic. Tako da upam, da bojo prišli odgovori strani zdravstvenega doma pozitivni zaradi vseh občanov in pa nadejam se nekih boljših časov v zdravstvenem domu in pa seveda predvsem da damo stran to negativo, da nismo sposobni organizirati javnega zdravstva v občini Ravne na način, kot si ga občani nekako želimo in predstavljamo. Hvala. Hvala lepa gospodu Logarju. Bi še kdo razpravljal? Če ni razpravljavcev v tej prvi obravnavi, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante družinske medicine občine Ravne na Koroškem v prvi obravnavi. Kdo je za? Uh, 19 za, soglasno, torej sklep je sprejet. Zdaj glede na to, da dva razpravljavca oziroma oba razpravljavca nista podajala vsebinskih pripomb zoper ta odlok, bi združili oziroma predlagam, da se združi prva in druga obravnava. Zato predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem ugotavlja, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in je besedilo odloka v drugi obravnavi enako besedilu odloka v prvi obravnavi. Glede na to sprejema sklep, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Kdo je za? Za, sklep je bil soglasno sprejet. Zdaj pozivam svetnike seveda k razpravi na ta odlok v drugi obravnavi. Izvolite. Če ni razprave, dajem na glasovanje naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante družinske medicine v občini Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, ta sklep je bil soglasno sprejet. Hvala. K 9. točki predlog pravilnika o razdelitvi donatorskih sredstev namenjenih oškodovanim občanom za odpravo posledic neurja iz avgusta 2023 v občini Ravne na Koroškem po skrajšanem postopku. To točko bo uvodoma predstavila gospa Čepin. Izvolite. Občina Ravne ima za potrebe razdeljevanja denarnih pomoči socialno ogroženim občanom sprejet pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči, ki pa ne zajema določil o razdeljevanju donatorskih sredstev za primere ob elementarnih nesrečah. Gre pravzaprav za donirana sredstva, ki jih je občina zbrala na dobrodelnem dnevu, in za sredstva, ki so bila za strani donatorjev tudi nakazana na račun občine. Ta je bil tudi odprt za posebej namensko za te donacije. Zbranih je bilo 42 768 evrov.
Občina bo z sprejetjem tega posebnega pravilnika zagotovila pomoč osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v poplavah in zemeljskih plazovih. Dodeljena bodo prizadetim prebivalcem z upoštevanjem različnih stopnj škode na njihovih domovih in zemljiščih. Pravilnik določa pogoje, način in pa merila za razdelitev teh sredstev in drugih oblik pomoči, ki jih je občina prejela za odpravo posledic. Zdaj do te pomoči bojo upravičene fizične osebe, ki so torej utrpele škodo pri neurjih in pa ki imajo stalno prebivališče v občini Ravne. Merila so škodne stopnje. Škodna stopnja 1, to je tista, bom rekla, najhujša oblika, ko so dejansko ljudje ostali brez bivališča, ki so pač mogli iti v nadomestno bivališče. Tule bo možna dodelitev sredstev v višini do 3000 evrov. Potem je škodna stopnja 2. V tej stopnji bodo tisti, ki so imeli zalite, poškodovane stanovanjske prostore, belo tehniko. Tule bo možno pridobiti sredstva v višini do 1000 evrov in pa škodna stopnja 3, kjer bo možno dobiti sredstva do 500 evrov. To pa predvsem so zaliti kletni prostori, pa kakšna manjša škoda na zemljiščih. Zdaj objavljen bo javni razpis, na katerega se bojo lahko vsi oškodovani prijavili z vlogo. O sami razdelitvi bo odločala komisija, ki jo bo imenoval župan. Sestavljena bo iz predstavnikov Rdečega križa, Centra za socialno delo, Karitasa, občine. Predsednica komisije pa bo predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo. Ta komisija bo upoštevala tudi vse oblike pomoči, ki so jih posamezni vlagatelji že pridobili strani občine za odpravo posledic neurja. Imela pa bo možnost tudi povišanja dodeljenih sredstev za 50%, to je v primeru, če bi pri obravnavi vlog, torej da bi bilo vlog manj, pa da bi ostala neporabljena sredstva. Takrat bo imela komisija možnost, da bo zneske povišala ali pa obratno, da jih bo znižala, okolikor pač bi bilo več vlog, da ne bi pač kateri brez sredstev ostal. To bi bilo na kratko. Hvala lepa. Predlog dokumenta sta obravnavala Komisija za statut in normativno pravne akte. Gospa Sabina Ranc, izvolite. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala ta predlog pravilnika o dodeljevanju donatorskih sredstev namenjenih oškodovanim občanom za odpravo posledic neurja v avgustu 2023 v občini Ravne in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala lepa. In pa še odbor za zdravstvo in socialno varstvo, gospa magistra Marjana Kamnik, izvolite. Tudi odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval predstavljen pravilnik in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospa Ranc, gospod Zih. Mogoče bi samo to, da tu bo za pomoč zaprošala druga struktura ljudi, ki sicer oddajajo vloge za denarno pomoč, zato je prav, da je tudi pravilnik drug in nov sam za ta namen. In pa mogoče tudi to je dobro izpostaviti, da je v tej preambuli tega pravilnika dodana zakonodaja z področja zakona o dohodnini, s čimer pa se ustvarja podlaga, da ta donatorska sredstva ne bodo nek predmet obdavčitve in da, kar pomeni, da tudi ta sredstva dobljena ne bodo vplivala na mogoče pravice iz javnih sredstev, kot na primer za kak otroški dodatek. Toliko hvala. Hvala lepa, gospod Damjan Zih. Ja, lep pozdrav. Tam na začetku odloka piše, da se bo razdeljevalo samo, mislim, ne piše samo, ampak tistim, ki so bili oškodovani v poplavah avgusta.
Mene vas zanima, ker jaz vem, da malo prej je tu na našem teritoriju naše občine bil hud veter, orkanski veter, ki je marsikoga prizadel, mu odnesel streho, pa me zanima, kam se lahko tisti ljudje, ki so imeli takrat posledice, škodo, ali se lahko tudi oni prijavijo, ker če piše, da je to samo za poplave, pa a druga škoda ne gre v to, ker nismo imeli samo poplav, mi smo imeli pred poplavom, se spomnite, v parku je podrl nekaj dreves, določenim kmetijam je odnesel strehe, kam se naj oni obrnejo, se oni tudi lahko prijavijo to, ali je to samo odlok za poplave. Hvala. Hvala. Zdaj zaenkrat je odlok v taki vsebini, kot je zapisan, namenjen predvsem za tiste, ki so utrpeli škodo v poplavah v avgustu. Ker so tudi donatorska sredstva so se s tem namenom zbirala. Bi še kdo razpravljal? Gospa Mojca Rjavc, izvolite. Jaz imam vprašanje. Če ta sredstva vključujejo tudi sredstva, ki so bila zbrana na dan dobrodelnosti, 10. september, in ostalo. Super, to je bilo moje vprašanje, zdaj pa bi se še zahvalila v imenu, svojem osebnem imenu in pa mislim, da lahko tudi kar za vse govorim vsem, ki so prispevali in da upam, da bodo sredstva res prišla tistim, ki so utrpeli škodo v tem res neljubem dogodku. Spomnila bi pa na to, da še verjetno čakajo tudi marsikatero drugo povrnitev in da jim želim, da bi tudi tam čim prej izvedeli kako pozitivno novico. Hvala lepa. Še kdo razpravljal? Izvoli, Sabina Ranc. Na vprašanje gospoda Ziha se navezujem in sicer glede višje sile se lahko nenazadnje tudi po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih oddajo vloge za izredno denarno socialno pomoč na centre za socialno delo. Ta institut vedno obstaja, to ni zdaj zaradi tega interventnega zakona, ampak je že vse skozi. In zaradi tega se mogoče tudi skozi to pravico lahko pokrijejo del stroškov teh, ki so utrpeli škodo v teh neurjih pred poplavami. Morda sem to. Hvala. Hvala za pojasnilo. Bi še kdo razpravljal? Če ne, predlagam naslednji sklep in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme pravilnik o dodeljevanju donatorskih sredstev namenjenih oškodovanim občanom za odpravo posledic neurja iz avgusta 2023 v občini Ravne na Koroškem. Pravilnik se objavi v uradnem listu oziroma v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? 19 za, pravilnik je sprejet. Pod točko 10 obravnavamo soglasje občine Ravne na Koroškem k predlogu statuta Koroškega gasilskega zavoda. Gospod Čepin mi prosil za uvodno obrazložitev. Občinski svet je 24. marca 2021 sprejel nov odlok o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda, ki je nadomestil odlok o ustanovitvi iz leta 2005. Z novim odlokom se je takrat uskladila dejavnost zavoda za trenutno veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti. Dodanih je bilo tudi nekaj novih dejavnosti, določilo, v katerih primerih članov sveta zavoda preneha mandat in pa spremenjeni so bili tudi takrat pogoji za imenovanje direktorja, ki pa so bili tudi usklajeni z veljavno zakonodajo. In vse te spremembe je takrat občinski svet v letu 2022 potrdil in sprejel z novim odlokom. Zdaj pa se v bistvu samo star statut usklajuje z tem novim odlokom. Hvala. Hvala lepa. Ta dokument je obravnavala Komisija za statut in normativno-pravne akte. Jaz bi gospod Sabino Ranc, podpredsednico, prosil za poročilo. Komisija za statut in normativno-pravne akte se je seznanila s predlogom statuta Koroškega gasilskega zavoda in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Izvolite. Če ni razprave,
predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k predlogu statuta Koroškega gasilskega zavoda. Kdo je za? 18 za, sklep je bil. Kdo proti? Nihče je proti, sklep je bil sprejet. Naslednja točka je predlog sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med občino Novi Travnik in občino Ravne na Koroškem. Jaz bi gospod Jani Širnik prosil za uvodno predstavitev. Hvala, gospod podžupan, za besedo. Pozdravljeni še v mojem imenu. Ja, občina Novi Travnik se nahaja v samem osrčju Bosne in Hercegovine. Po zadnjem štetju iz leta 2013 imajo 23.832 prebivalcev. Po razgibanosti terena v dolini reke Jaglenice in Grlonice je mesto obkroženo z griči in hribi ter planinami in tako hočeš nočeš spominja na Ravne na Koroškem. Občina Novi Travnik je že tradicionalno tudi zapisana izvozno naravnani kovinski industriji. Danes je ta podlaga za vlaganje v sodobne proizvodne tehnologije in izdelke dodane vrednosti. Novi Travnik se v zadnjem času pozicionira tudi na turistične zemljevide. V Športni zvezi Novega Travnika je 21 klubov, zastopanih je 12 športov, med najbolje renomiranimi pa nogomet, judo, karate, košarka, tenis in odbojka. Občina sledi trendom enakih možnosti, vlagajo velika prizadevanja v biti prijazni marginalnim skupinam, torej invalidom, mladostnikom in starostnikom ter integraciji. Občina ima tudi širok nabor angažirane društvene dejavnosti, torej civilne družbe, od kulturnega, kulturno-umetniškega, umetniškega, humanitarnega, jezikovnega, generacijskega in drugih značajskih širin nabora možnosti sodelovanja oziroma medsebojnih priložnosti. Kot predlagano v sporazumu pa izhajamo iz celotnega spektra teh področij. S spodbujanjem izmenjave izkušenj, primerov dobre prakse, mora biti celo lokalno diplomacijo, krepitvijo sodelovanja pa bi lokalni skupnosti v najširšem pomenu prispevali k razvoju in napredku obeh skupnosti v obojestransko korist. Naj mora biti kot zanimivost oziroma bolj v vednost javnosti dodam še ta podatek, da nam je, kljub temu, da so v bistvu naši pogovori šele v teku, prav občina Novi Travnik prva in edina poslala pismo podpore v času najhujše naravne katastrofe, ki se je zgodila pri nas na Ravnah. Hvala. Hvala lepa, gospod Širnik. Ta predlog dokumenta sta obravnavala oziroma je obravnavala Komisija za statut in normativno pravne akte. Gospa Ranc, izvolite. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med občino Novi Travnik in občino Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Zato predlagamo, da ga občinski svet sprejme, kar pomeni, da podpis sporazuma o prijateljstvu med občinama za nedoločen čas. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje sporazum o sodelovanju in prijateljstvu med občino Novi Travnik in občino Ravne na Koroškem ter pooblašča župana občine Ravne na Koroškem za podpis sporazuma. Kdo je za? 17 za. Je kdo proti? Proti ni nihče. Sklep je sprejet. Hvala lepa. Prehajamo na 12. točko, in sicer aktualne informacije o projektu Center skupnosti storitev Kora Ravne na Koroškem. Jaz bi gospod Majo Pučl Brunc prosil za uvodno predstavitev. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi predstavniki občine še z naše strani. Center skupnostnih storitev za starejše Kora počasi pridobiva svojo podobo, prihaja na Ravne, kot vidite, so dela v polnem teku. Kar se tiče same gradnje in zaključkov gradnje, mogoče nekaj besed na koncu. Za začetek pa mogoče se dotakne malo vsebine Kora centra. Večina od vas verjetno vsebino že pozna, ampak kljub vsemu mogoče. Gremo v bistvu v smeri deinstitucionalizacije, se pravi, da gremo v smeri, da razmišljamo oziroma delujemo v smeri, da
dejansko upoštevamo individuum posameznika, se pravi individuum starejše osebe, tako da dejansko bomo se približali storitvami tako v domačem okolju, kot pa seveda tudi v našem centru kasneje. Se pravi, storitve v domačem okolju, ki že potekajo, torej pomoč na domu, razmišljamo tudi o socialnem servisu. Kar se pa tiče samega centra, pa imamo kapacitete za 25 rednih namestitev institucionalnih v Kora centru, 18 začasnih namestitev in pa 14 namestitev za dnevno varstvo, se pravi dnevni center. V tem trenutku se predvsem želimo približati lokalni skupnosti, v teku je raziskava, prišli bomo naravne z anketo, da vidimo, kako je med svojci in samimi bodočimi uporabniki, kakšne so potrebe. Seveda en strokovni posvet pripravljamo v kratkem in pa seveda tudi vas kot predstavnike občine, svetnike, določeni ste si že ogledali sam Kora center, določeni oziroma vsi pa boste ponovno povabljeni, da pogledamo ta center skupnostnih storitev za starejše. Zdaj, kar se tiče del, smo dejansko prva faza objekta, torej tam, kjer imamo začasne namestitve in pa dnevno varstvo, je dejansko nekje na 90% že zaključena, tako manjka še samo oprema. V drugi fazi pa nekako pričakujemo, da v začetku leta pridobimo uporabno dovoljenje in da zaživi tudi potem kot celota ta center. Smo trenutno seveda tudi v iskanju kadra, nekaj je že zaposlenih, nekaj jih še pridobivamo, tako da to je to. Zdaj pa mogoče, če še kako vprašanje iz vaše strani. Jaz sem sicer tudi v začetkih še na Kori, tako da če bo kaj takega, vam bomo seveda tudi naknadno odgovorili, ampak smo pa na voljo tudi zdaj. Hvala lepa za enkrat. Zdaj ta predlog dokumenta bomo poslušali še poročilo, no pa bi potem odprli razpravo, pa so tudi morebitne vprašanja in pa vaše odgovore na njih. Da, hvala za enkrat. Ta predlog dokumenta je obravnaval Odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Gospod predsednico, gospod Kamnik, prosim za poročilo. Zanimivo, nisem mislila, da bom na to temo poročala. Drugače pa Odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil z informacijami glede poteka dela Kora centra in predlaga občinskemu svetu, da razpravlja o teh informacijah. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Zdaj so tudi čas za vprašanja za gospod Pučil. Izvolite, gospod Arjavec. Ja, najlepša hvala obema predhodnicama. Sem mislila, Marjana, da boste rekli, nisem si mislila, da bom kdaj lahko pravzaprav stala že skoraj pred odprtjem, ker jaz mislim, da Marjana je tista, ki si je najbolj in najdlje prizadevala za ta center. Tako da brez nje vprašanje, če bi mi vsi danes tu s tem velikim pričakovanjem zrli na to predstavitev, seveda o podpori občinskih služb in pa potem tudi en splet srečnih in pametnih naključij, ki so peljala takrat do tega ali pa tudi nesrečnih dogodkov, da smo lahko sprostili tista dodatna sredstva za gradnjo namestitev za starejše in da je bila občina potem tudi uspešna na tem razpisu. Tako da tukaj na tem mestu res čestitke še enkrat vsem in pa hvala Maji. Zdaj pa stopa ta projekt dejansko v končno fazo pred zagonom, odprtjem in mislim, da na tem mestu lahko pohvalimo kljub določenim zamudam, kljub določenim izzivom celotno ekipo in izvedbo. Jaz vedno pravim, starost ne sme biti breme,
mora biti dostojanstvena. In center Kora je dokaz, jaz mislim, sem prepričana, da v Ravnah to spoštujemo. Projekt, tako kot je bil zastavljen in tako kot se izvaja, je lahko vzor, je skladen z trendi, ki so bili omenjeni, torej starejši čim dlje v domačem okolju in čim bližje domačemu okolju. In tukaj imamo privilegij, da je dejansko v centru kraja, v centru ene krajevne skupnosti in to bo gotovo prednost. Seveda je število namestitev, ki so tudi začasne in ki so takšne narave, da bodo pripomogle k lažjemu ukrevanju po določeni bolezni, tudi trend oskrbe starejših v svetu, torej da niso odmaknjeni iz domačega okolja ali od domače družine, temveč samo takrat, ko je potrebna bolj akutna oskrba. In to je zelo pohvalno, da bo dom takšne narave, da bo omogočal čim daljšo samostojnost in čim daljše dostojanstveno staranje. Kader je druga zgodba in upam, da ga bomo našli, da bomo zagotovili tudi za naše starejše oskrbovalce in da bodo tisti, ki bodo delali, kot sem prepričana, da že, resnično z veseljem izpolnjevali to poslanstvo. Tako da se veselimo ogleda, upam, da bo tudi kmalu organiziran kak dan odprtih vrat za naše občane, ki že z nestrpnostjo pričakujejo, da bodo šli lahko pogledat in vse dobro želim novi ekipi. Hvala lepa, gospod Logar. Ja, vse čestitke ekipi, Marjana, kar odkrito, tebi. In seveda zelo vesel sem, da se je, tako kot je Mojca že omenila, splet srečnih naključij pripeljal do tega, da smo nekako v bivši vladi uspeli pripričati, da se namenijo sredstva za tako pomemben projekt, kot je Kora, center skupnostnih storitev. Zelo vizionarsko postavljen, točno tja, kamor se potrebuje, kjer je dejansko na nek način največ ljudi in center skupnostnih storitev je ravno ta beseda, ki je nekako Marjana že večkrat omenila, vsi morajo imeti nekaj od tega centra. Prav tako, že večkrat sem omenil čestitke za ime, lepo ime, ima zgodovino, mogoče so tudi kakšne povezave, kakorkoli, naj bo to ena lepa popotnica v ta center, ki se ga tudi sam zelo veselim in bom z veseljem si šel ogledati in z veseljem sprejmem vabilo. Bi pa na tej točki dejansko vprašal še ene par detajlov in sicer v kateri fazi smo zdaj točno. Ta projekt ima kar več različnih faz. Ena faza, če se ne motim, vključuje tudi rekonstrukcijo gradu. Vprašal bi tudi še, kako se zdaj v bistvu financira. Vemo, da v nekem momentu smo imeli kar izziv z črpanjem teh sredstev, a je zdaj zadeva merna, a je projekt nekako pripeljan v prave tirnice, a se tu zdaj kaj lomi, bomo mogli še potem na občinskem svetu karkoli posredovati. In pa seveda, da koliko evrov se še nekako potrebuje do zaključitve projekta. Mislim, da projekt še ni čist na koncu. Seveda to se nanaša na moje predhodno vprašanje, v kateri fazi smo trenutno. Tako da hvala za odgovore in seveda čestitke še enkrat vsej ekipi in samo pozitivno naprej. Gospa Pučelj, izvolite. Ja, tako kot sem že prej omenila, je, kar se tiče prve faze, smo nekje na 90%. To pomeni, da je večina opreme že postavljene, nekaj še manjka. Zgodbo je malo, so otežile tudi poplave, ujme, tudi nas je doletelo, a ne, ste verjetno seznanjeni, tako da v bistvu so se tudi ta gradbena dela nekoliko zavlekla.
Kar se tiče sredstev, nekaj jih še je zdaj točnih podatkov, tukaj jaz ne moram zdaj dajati, ampak nekaj sredstev zagotovo je še namenjeno, da se zaključi druga faza. Je pa res, da vsi vemo, da se je ves gradbeni material, da se je projekt pripravljal pred COVID času, a ne, in vemo, kakšne so cene, kako so porastle. Sploh kar se tiče dvorca, mi je bilo podano, a ne, tudi za 5-krat višje cene so, glede na to, da je spomeniško zaščiten. Tako da tu bomo vsekakor še pričakovali podporo občine in se seveda nadejamo tudi kakšnih sredstev, da bomo zgodbo lahko zapeljali do konca. Smo pa v fazi priprave za opremo še druge faze. Tako da res se nadejamo, da tam nekje v začetku leta zaštartamo. Toliko, upam, da sem vam vsej po večini odgovorila. No. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Gospod Aljaž Vrhovnik, izvolite. Hvala lepa za besedo. Tudi sam sem želel razpravljati v tej smeri, kar je že gospod Logar nanizal, torej zaprta finančna konstrukcija tega projekta, kako bo pripeljan do konca. Namreč občina Ravne je tu tudi veliko prispevala že do zdaj, samo zemljišče in pa tudi sredstva iz proračuna. Zato bi prosil, da bi investitor dal neko pisno poročilo, kako je zdaj z realizacijo teh faz in kako je tudi z zaprtostjo finančne konstrukcije. Namreč, ker del celotnega projekta je seveda tudi celovita sanacija dvorca gradu, dvorca Javornik, kar je bil tudi eden izmed glavnih namenov, da smo se odločili za to lokacijo, torej če bomo imeli vsebino, da bomo tudi to uredili. Zdaj, če se je situacija spremenila, bo pa seveda investitor moral določene ukrepe potegniti za sabo. Zdaj, če za tem stoji država Slovenija, bo pač ta nova vlada mogla še kaj dodatnega premakniti, da se bo to uredilo in seveda to pričakujemo, ker ne moremo biti mi edini tak projekt v Sloveniji, ki nismo dobili celotnih finančnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije, drugod pa so to dobili. Tako da pričakujemo tudi na Ravnah, da bo torej država predvsem poskrbela, da bo ta projekt v celoti realiziran, ker mislim, da občinski proračun, kar bomo verjetno na naslednjih sejah, ko se bomo o tem pogovarjali, bo precej pokal po šivih v bodoče. Hvala. Hvala lepa gospodu Vrhovniku. Bi še kdo? Gospod Kamnik, izvolite. Hvala za besedo. Verjetno je pričakovano, da pa le en stavek, glede na to, da smo 8 let pripravljali ta projekt rečem. Tako da hvala Mojca, hvala Aleš. Bom tako začela. To je verjetno eden najlepših domov v Sloveniji. Kot arhitektura, z vključujočem torej dvorcu in pa tudi vsebinsko, tako ves čas govorimo, skupnostne storitve, vse oblike pomoči in tudi že projekt, ki je pripravljen na dolgotrajno oskrbo. Jaz sem včeraj si pol tudi kar dovolila, da sem ene stvari predstavila, tako so bile zamišljene. Prav je, da vemo, da je bil iz strani tudi prejšnjih pripravljavcev projekt voden do konca ali pa do prve faze, potem je prevzela vodenje gospa direktorica nova Koroškega doma starostnikov, gospa Katja Pavlinič Oba, in da je gospa Maja vodja Kora centra. Tako da jaz samo pojasnjujem kot nekdo, ki je pripravljal projekt. Tako da zato ona zdaj tule odgovarja in verjamem, da tudi kako vprašanje pol tudi pojasnilo. Je pa res, da projekt še ni zaključen niti finančno, mogoče pa tudi vsebinsko ne, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo z dolgotrajno oskrbo v naslednjem letu. Tako da pa še enkrat, eden najlepših objektov
mogoče tudi na Ravnah, predvsem pa domov za starejših v Sloveniji. Hvala lepa. Razprava še vedno poteka. Če ni več razpravljavcev, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z aktualnimi informacijami o projektu Center skupnostnih storitev Kora Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo na 13. točko, in sicer predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer pod točko 1 predlog imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v svet zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Jaz bi gospod Kamnik prosil za uvodno predstavitev. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga v svet šolskega centra Ravne na Koroškem kot predstavnika lokalne skupnosti gospoda Aleksandra Kotnika na Šancah 74 Ravne. Mandat predstavnika občine je vezan na mandat sveta zavoda. Napačen sklep, za zdravstveni dom je treba. Okej. Ne čujem. Se pravi, v svet zdravstvenega doma Ravne na Koroškem predlagamo predstavnico lokalne skupnosti Tino Feter, Kotlje 324 Kotlje. Mandat predstavnice občine je vezan na mandat sveta zavoda. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem v svet zdravstvenega doma Ravne na Koroškem kot predstavnico lokalne skupnosti imenuje Tino Feter, Kotlje 324 Kotlje. Mandat predstavnika občine je vezan na mandat sveta zavoda. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Pod drugo točko je predlog imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v svet šolskega centra Ravne na Koroškem. Jaz bi prosil gospod Kamnik za uvodno predstavitev. Torej pravi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga gospoda Aleksandra Kotnika v svet šolskega centra Ravne na Koroškem kot predstavnika lokalne skupnosti. Mandat predstavnika občine je vezan na mandat sveta zavoda. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem v svet šolskega centra Ravne na Koroškem kot predstavnika lokalne skupnosti imenuje Aleksandra Kotnika na Šancah 74 2390 Ravne na Koroškem. Mandat predstavnika občine je vezan na mandat sveta zavoda. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Pod 14. točko prehajamo na premoženjsko-pravne zadeve, in sicer pod točko 1 je predlog ukinitve javnega dobra v KO Tovsti Vrh in KO Ravne. Jaz bi prosil gospod Došen za uvodno predstavitev. Lep pozdrav vsem. Pri tem predlogu gre za parcele, ki po katastrskih podatkih predstavljajo javne ceste in so v informacijskem sistemu EZK, to je elektronska zemljiška knjiga, opisani kot javno dobro brez titularja, kar pa ni v skladu z določili zakona o zemljiški knjigi, tako da se bo s tem predlogom izvedel vpis v zemljiško knjigo v korist občine Ravne na Koroškem v skladu z zakonom o urejanju prostora. Razlog, da se pa obravnava ta predlog, pa je tudi zato, ker država ureja pridobitev pravic, da bo lahko izvedla rekonstrukcijo križišča pri zadrugi. Ko po sprejetju sklepa strani občinskega sveta bo občinska uprava oziroma pristojen organ pripravil odločbo, ki bo objavljena z naznanilom na oglasni deski in po pravnomočnosti se izvede vpis v zemljiško knjigo. Hvala lepa, odpiram razpravo.
Se opravičujem, ta dokument je obravnaval odbor za gospodarstvo. Gospoda Vrhovnika, prosim za uvodno predstavitev. Birokracija mora biti. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številke 30 in 1206 KO 882 Ravne ter parcelne številke 1366/3 KO 878 Tovsti Vrh ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer na zemljiških parcelah številke 30 in 1206 KO 882 Ravne ter parcelne številke 1366/3 KO 878 Tovsti Vrh se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Pod točko 2 je predlog ukinitve javnega dobra in prodaja ali menjava zemljišč v KO Strojna. Gospa Došen, prosim za uvodno predstavitev. Predmetne parcele predstavljajo torej javno dobro in po katastrskih podatkih ne predstavljajo več, ne služijo več namenu, za katerega jim je bil dodeljen status javnega dobra, zato je smiselno, da se ukine in pripiše lastninska pravica v korist občine. Hvala lepa. Ta dokument je obravnaval odbor za gospodarstvo. Gospod predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številka 662, 694 in 691 KO 871 Strojna in da se zemljišča lahko prodajo ali menjajo za zemljišča, ki predstavljajo javno cesto, ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema na zemljiških parcelah številka 662, 694 in 691 KO 871 Strojna se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem in občina Ravne na Koroškem proda zemljiške parcele številka 662, 694 in 691 KO 871 Strojna ali menja za zemljišča, ki predstavljajo javno cesto. Kdo je za tak sklep? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. In še pod točko 3, predlog ukinitve javnega dobra v KO Stražišče. Gospod Došin, izvolite. Ravno tako v tem primeru gre za zemljiške parcele, kjer je opisan status javnega dobra brez titularja in kar seveda ni v skladu z zakonom o zemljiški knjigi, zato je smiselno, da se uredi, kot sem že prvič v prvem predlogu omenila. Hvala lepa. To točko obravnava odbor za gospodarstvo. Gospod Vrhovnik, izvolite. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številke 540/1 in 540/4 KO 877 Stražišče ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer na zemljiških parcelah številke 540/1 in 540/4 KO 877 Stražišče se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo še na zadnjo 15. točko, in sicer predlogi in pobude članov občinskega sveta. Izvolite. Gospa Ranc. Jaz bi pa prosila za par informacij v zvezi z toto predvideno rekonstrukcijo ceste Slanikova Bajta Zadnji Dinar, in sicer kdaj je zdaj po novem predviden pričetek izvajanja del, kakšne so bile ponudbene vrednosti vseh prijavljenih na ta javni razpis in pa kdo je izbrani izvajalec. Hvala. Hvala. Gospod Zih.
Jaz bi imel dva vprašanja. Prvo vprašanje je, kdaj se bo pristopilo k sanaciji parka Ravne na Koroškem, na gradu, kjer je bilo veliko podrtih dreves, te smo neurju, vetru, določene stvari še zmeraj ležijo, hlodi, ležijo tiste korenine. To je prvo vprašanje, kdaj se bo pristopilo, da se to uredi. Drugo vprašanje pa imam, kaj se dogaja z vrtcem, starim vrtcem Solzica, kajti spodaj se že nabirajo razne združbe, tam imajo razne gaude in bi bilo fajn, če bi dali kako tablo, da je vse prepovedano, ker jaz sem dobil od občinskega uslužbenca pač informacijo, da mora biti občinski odlog za to, da se kakšna tabla nekam napiše, a ne, da je pač prepovedano zadrževanje ljudem, ki so tam nepooblaščeni. Vrate so odprte, tako veste, prilika delata tu, priložnost sva kriminalca. In zdaj še ni kje vdrto, niso še kaj naredili takega, ampak zmeraj več se nabira teh ljudi, mladih, ki nimajo kam iti in se pač tam zadržujejo in uničujejo imovino. Pa kaj se bo tudi s tem vrtcem v nadaljnjem zgodilo, me zanima. A bomo podrli, a bomo spuvali kako novo zgradbo ali bilo kaj. Hvala. Hvala lepa. Gospa Mojca Rjavc, izvolite. Najlepša hvala. Spomnila bi na to, da je družba se meri po tem, kako ravna z najšibkejšimi. Jaz sem tu kot zastopnik tistih, ki so se zavzeli predvsem za tiste šibke člane naše družbe, ki ne morejo govoriti in sicer za živali. Prosili so me, da povprašam o tem, kakšna je možnost, da bi na Koroškem končno dobili zavetišče za živali, ki je naša regija je sicer edina, ki ga nima. Jaz se zavedam, da je zdaj v okviru sanacije po poplavah to mogoče manjšega pomena, kot bi bilo brez tega, ampak vseeno je pa kazalec naše tudi humanosti. Tako da je bila v prejšnjem sklicu tudi svetnica, ki je se s tem bolj poklicno ukvarjala, jaz pa bi samo spomnila na to, da smo vendarle vsi lahko toliko ljudje, da poskrbimo tudi za to. Tako da bom hvaležna za informacijo o tem, kaj se poleg tega, da seveda občina podpira prizadevanja društva, tu vem, lahko še naredi in se za te tematike poskrbi bolj ustrezno, kar pa ne nazadnje pripomore tudi k boljšemu varovanju javnega zdravja in okolja. Tako da, hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Boris Štriker. Hvala za besedo. Jaz bi izpostavil Čečevje, bunker, ki je pri Trojki. Pod bunkerju se tudi sve svašta dogaja, ležijo piksne in tudi razne druge predmete. Mislim, da bi mogla tudi redarska služba gata hoditi, da se stvari malo pregledajo, pa tudi, da se bunker zapre. Pa bi še izpostavil cesto Rimski Vrelec, Ivačko. Cesta je res v takem stanju, da bi mogli naše službe malo grjeti, pa da bi tiste luke malo bolj zaflikali dol. Pa zanima me, kako je zdaj za javno-zasebno partnerstvo, ali gremo v ta projekt ali ne, ker imamo ogromno cest, tako na Šancah in tudi na raznih točkah v Ravnah, ki so v katastrofalnem stanju, da še v tem mandatu še nekaj naredimo. Hvala za besedo. Hvala lepa. Naslednji je Aljaž Vrhovnik, izvolite. Hvala. Moja pobuda se nanaša na ureditev bivalnih enot za brezdomce v Mežiški dolini. V preteklosti sem imel tudi sam nekaj težav, bi rekel, v okviru moje službe, ker smo pač morali urediti to za eno osebo, ki se je zaenkrat uspešno rešilo, pa upamo, da bo tako tudi ostalo. Namreč v Mežiški dolini ni urejenih bivalnih enot za takšne primere.
Zato bi dal pobudo, da se torej naredi dogovor med občinami v Mežiški dolini in pa Centrom za socialno delo, da se ta situacija reši, torej da lahko takim osebam seveda sploh kaj ponudimo, da imajo kam iti, če pride do tega. Ker če se spomnite, je kolegica svetnica Nevenka Šimenc kar nekaj na to temo že izpostavljala na prejšnjih sejah. In mislim, da mora biti to neka sistematična ureditev, ko pride do takih zadev. Naslednjo bi prosil, da se uredi sanacija zemljine v okolici Malgajevega spomenika, tam, kjer je pač občinska last. Zdaj del se je že saniral na drugi strani proti zasebnemu zemljišču, en del tam, kjer je ožji pas, kjer je pač tudi občinsko, pa bi prosil, če lahko pred zimo se še to uredi. Drugo so pa v bistvu vprašanja, ki bi predlagal oziroma prosil, da jih občina naslovi na Direkcijo za infrastrukturo, in sicer kakšna je časovnica izgradnje križišča pri zadrugi Ravne, kakšna je časovnica izgradnje obvoznice skozi Kutulo in kdaj bo sprejet državni prostorski načrt za državno cesto, torej 3. razvojno os med Otiškim vrhom in Prevaljami, ker bi verjetno že moral biti. Potem, kdaj bo izvedena sanacija državne ceste Ravne na Koroškem Dravograd, glede na trenutno stanje, predstavlja osrednjo prometno žilo v našo dolino in pa z vsemi temi nevarnostmi, ki pretijo, torej z zapiranjem ceste v nekih deževju in podobnih razmerah, in pa vzporedno, kdaj bo zgrajena kolesarska steza, torej na tej relaciji, in pa kakšna je časovnica izgradnje krožišča v Kotljah. Hvala. Hvala lepa, gospod Javnik. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz bi pa dala pobudo, da se tam, ko je prehod za pešce pri Tušu, ker je zamaknjen levo, naredi še ena označba za invalide ali pa za kolesarje, ker ko pride po brežini dol, nima naprej na cesti, ni nobene, mislim, je prazno. Tako da popravim, bi se mogel zamikati, ko se hodi. Hvala. Hvala lepa, gospod Logar je naslednji. Imam dva vprašanja, sicer za SDK sem videl, da je odzunaj že razpis, tako da super, gre naprej, se en del, ampak tam piše ena polovica zgradbe, če sem prav zasledil. Zanima me, kaj se bo dogajalo z drugo polovico oziroma kako bo to izgledalo, če lahko kdo mogoče predstavi na naslednji seji potek. Pa vprašanje imam, a bomo kaj naredili v občini na temo zelenitve občine? Videl sem, tam je že ena pobuda, že kroži, kar je zelo pohvalno. Na Javorniku je padel še zadnji kostanj, ki smo ga imeli. Tako da bolj, ko se vozimo po našem mestu, manj imamo dreves, očitno zdaj to v modi. Vse v centru lahko rečem, direktorica. To sem glih hotel pohvaliti, tako da. Ja, tako da prosim, sem poslušal eno debato gospoda Iva Boskarola, kjer so v Ajdovščini naredili kataster dreves in za vsako drevo, ki je padlo, so zasledili novo. Mislim, da smo prišli na točki vseh teh naših infrastrukturnih projektov, ko moramo reči bob in tudi mi priti do nekaj takšnega, do nekega katastra, da se bo vedelo, koliko dreves nam pade. Če rečemo samo letos, pa če omenim še besede gospoda Ziha, ko je omenil park, se je nam naredil en velik lom dreves, ki jih je potrebno nekako nadomestiti, in dajem pobudo, da na tej točki postopamo bolj odgovorno in mogoče na eni izmed naslednjih sej odpremo debate tudi v tej smeri ozelenitve, kako bomo pristopili, kak je akcijski načrt, kakšne ukrepe bomo sprejeli. Hvala. Hvala lepa.
Bi še kdo imel kakšen predlog ali pobudo? Če ni več, zaključujem sejo. Hvala za udeležbo in pa lep preostanek dneva.